DS7 je še en avtomobil, ki zahteva kar dolg uvod. Namreč, odkje se je vzel, kaj je to za ena znamka? Vse, kar vemo, je to, da kratica DS izhaja iz leta 1955 in pa iz znamke Citroën. Ampak to Citroën ni. To je DS. So bili krasni, so bili luksuzni, so bili tehnološko napredni. Skratka, zagotovo ni daleč od resnice, če rečemo, da je bil Citroën DS nekaj najboljšega, kar je Francija kdajkoli avtomobilskega dala ven na trg. In DS se je spet pojavil pred dobrimi 10 leti, ko se je Citroën odločil, da bo s svojimi prestižnimi modeli začel služiti bolje. In najprej so se pojavili kot recimo športna alternativa malega Citroena C3, kot nefunkcionalna alternativa Citroena C4 in pa predvsem kot drzno oblikovan DS5. Ampak ne DS3, ne DS4, ne DS5 niso bili nikakor tržno uspešni, ne v Sloveniji, ne v Evropi. In spominjam se našega intervjuja z takratno predsednico upravo Lindo Jackson, ki smo vprašali: Do I miss DS? No, I don't miss DS. No, and you know, the separation from DS was a fantastic opportunity for Citroën, because it gave us the opportunity for Citroën to express itself, to have its new positioning, to have its new product plan, which is purely Citroën. Ampak seveda, z drugimi besedami je to povedala, da je zelo vesela, da se je Citroën končno rešil DS-ovih bremen. Ampak vseeno moramo razumeti tudi nekaj še dodatnega ozadja. Namreč, zakaj imamo danes znamko DS, pa znamko Cupra, pa znamko Polestar, pa prihaja tudi znamka Alpine? Vso to nastajanje novih znamk izhaja iz tega, da so tržni analitiki ocenjevali, da gre vse skupaj v smeri mobilnostnih storitev. In za takšne posle bodo bolj primerni ljudski avtomobili tipa Citroën. Za tiste, ki pa si bodo tudi v prihodnosti zmogli kupiti dražji avtomobili, no tisti bodo pa še vedno lastniški. In to bodo prestižni kupci, ki bodo dejansko lahko kupili bistveno dražje avtomobile. Ampak mi tukaj v Sloveniji zelo težko verjamemo besedam tržnih analitikov, sploh tukaj v Sloveniji, kjer smo še vedno zelo odvisni od avtomobila in lahko si obetamo, da bomo odvisni od avtomobila tudi v prihodnosti, tudi od lastnega avtomobila. Ampak nismo edini. V te besede očitno ne verjame tudi predsednik družbe PSA, Carlos Tavares, ki je zelo znan po tem, da je pragmatičen človek. Mu zaslužki in pa tržna uspešnost nekega modela pomeni veliko več, kot pa to, da si nekako aktualen glede na trende. In zato se DS-a lotil tako pragmatično, vzel je tisto, kar je že imel in mu dal nek dodaten šarm. Ampak v praksi, če pogledamo DS7, nekako vidimo, da ta stvar dejansko pije vodo. Da je nekaj tistega, kar dejansko upraviči bistveno višjo ceno. Poglejmo. DS nikoli ne bo velik, ker v samem DNK DS-a je ekskluzivnost. Če bi bil to Citroën, potem zagotovo ne bi imel tako zelo stilskih, tako dizajnerskih, tako modernih zadnjih luči. In če bi bil to Citroën, potem bi imel tukaj na boku tiste klasične Citroënove plastične bunke. In če bi bil to Citroën, in ker to ni Citroën, je ta notranjost povsem drugačna. Toda DS ni zgolj prestižni Citroën, drugačen je tudi od svojih premijskih konkurentov. Bistvo pariške visoke mode je iracionalnost. Nemška visoka moda je zelo racionalna, da ne govorimo o skandinavski, ki je pa prečiščena. Medtem ko francoska visoka moda, če gledate modne revije teh francoskih priznanih kreatorjev, roko na srce včasih ne veš, kaj ti predstavljam, ampak to je francoska visoka moda, ki je iracionalna. In mi v našem avtu, ne da smo iracionalni, ampak noter vgradimo v naša vozila tudi elemente, ki mogoče niso funkcionalni, delajo neko celoto, da avto izpade kot, da je to francoski izdelek visoke mode avtomobilizma. Mi nismo boljši, smo pa drugačni, točno tako. To najlepše pooseblja našo znamko in kako mi sebe vidimo znotraj ostale premijskega segmenta.
Mi malo na drugačen način delamo to, kar delajo ostali. Ne pričakujte, da vam bo vsa ta ekskluzivnost tudi ustrezala na vsakdanjih vožnjah, a tako pač je, ko daš zgodbi prednost pred funkcijo. Seveda pa pomaga, če zgodbo poznaš. Znamka DS ima v Parizu prav oddelek rokodelcev, imenovanih veliki mojstri usnja, ki samo pripravljajo različne načine obdelave, šivanja usnja in tako naprej. In recimo oni so razvili tako imenovan biserni šiv, ki je unikatni za našo znamko. Oni so razvili obdelavo usnja Art Basalt, to je v bistvu obdelava usnja, kjer usnje pridobi patino, izgled patine. Oni so razvili vzorec usnja na sedežih, vzorec paščka ročne ure. Obdelava kovinskih delov v vozilih je tako imenovana giljoširana obdelava. To se pozna samo v modnem svetu v primeru urarstva. Kljub temu, da smo v 21. stoletju, da govorimo o visokotehnoloških vozilih, še vedno v zadej in pa v osnovi je ročno delo, mojstrstvo, ki se vleče že v tradiciji 100 in več let. In tu je en tehnični pripomoček, ki jo doslej smo našli to samo v res najdražjih limuzinah, recimo v Lexusih. Tukaj vmes, skozi volanski obroč, v nas zre infrardeča kamera. In ta kamera stalno spremlja, koliko so naše oči odprte. Se pravi, utrujenosti ta avtomobil ne zaznava več zgolj s temi mikropremiki volanskega obroča, ampak dejansko prepoznava, ali imamo mi oči odprte ali pa priprte oziroma celo zaprte. Poglejmo sedajne zadaj. Udobja, ene pretek, prostora za kolena, za glavo, to je veliko. In kar se zdi nekako nepremijsko, ampak zelo pohvalno, je to, da je tukaj ni sredinskega grbena, kar nekako vabi k temu, da bi se tukaj zadaj usedli 3 potniki. Prtljažnike seveda, kot se za pravi premijski avtomobil spodobi, možno odpirati tudi takole prostoročno z rokami v žepu. Prtljažnik je dokaj povprečne velikosti. Ima seveda tudi dvojno dno, kar pade posebej v oči, pa je ta element. Eno nekako zelo poševen je ta zadek, kar na nek način pobere davek tukaj pri prostornosti prtljažnika, ko nekako ne moremo vsega lepo pospraviti, kot bi si želeli. Predvsem pa ta oblikovalski element, prav ta detajl, vas morda spomni še na en drug avtomobil. Ne iz Francije, ampak iz Nemčije. In še posebej, če zaprem prtljažna vrata in potem tukaj na zadku vidimo 3 črte, ki nekako ne pašejo v Francijo. Pojdimo se peljati. Tiho, mirno, nadpovprečno mirno, nadpovprečno tiho. Pa sploh ne samo takrat, ko se vozimo na elektriko, ampak tudi takrat, ko se vozimo na bencin. Ampak ko smo že pri elektriki, gre za priključnega hibrida, ki naj bi po specifikacijah zmogel kar 50 km prevoziti samo na elektriko, ampak seveda ne v teh zimskih razmerah. V teh zimskih razmerah v praksi nekako nismo uspeli prevoziti več kot 25 km. Ampak tista funkcija, ki smo jo pa redno potem ravno zaradi tega uporabljali, zato da smo se seveda po takih naseljih vozili na elektriko, pa je eSave. Ampak zakaj je ta doseg tako zelo pomemben? Ta avto je smotrn, če ga boste uporabljali glavnino časa samo na elektriko. Se pravi, da boste avtomobil prišli domov, ga doma napolnili čez noč in nato čez dan uporabljali ta avto na kratkih razdaljah. Na takšnih razdaljah, kjer vam v bistvu ta majhen doseg ne bo predstavljal nobene ovire. Če boste na ta avto gledali kot na avto z bencinskim pogonom, potem boste morali računati tudi z dokaj visoko porabo. Tudi do 9 litrov in več. Mi smo športna znamka, kot je recimo Cupra. Mi smo zelo poudarjeno orientirani na udobje. Seveda ima tudi ta avtomobil, kot seveda tudi mnogi drugi premijski avtomobili, možnost izbire načina delovanja tega avtomobila. Kako seveda avtomobil dozira vso to svojo razpoložljivo moč.
Ta avto preprosto dinamičen ni. Seveda ima športni način, ampak ta volan je sam po sebi bistveno preveč lahkoten, da bi lahko s takšnim avtomobilom tudi uživali v ovinkih. Ampak s tem, ko smo avtomobil označili za dokaj nedinamičnega, smo na nek način pod vprašaj postavili napise DS Performance. Pri vsem tem se mi sprašujemo, zakaj pa bi v resnici moral biti vsak avtomobil tudi dinamičen. A ni dovolj, da je ta avto nadpovprečno tih, nadpovprečno miren, nadpovprečno udoben? To je dovolj. Vsekakor je pa na vas tisto ključno vprašanje, da se odločite, da ocenite, ali je DS dovolj drugačen od Citroenov, da zmore odtehtati bistveno višjo ceno. No, mi ocenjujemo, da ja. Mi menimo, da je DS končno našel svoje pravo mesto v skupini PSA. Koliko vrsta blišč pomeni vam, lahko ocenite tudi preko ogleda našega testa Citroena C5 Aircross. Spoznajte pa tudi manjšega DS-a, ekskluzivnega malega križenca DS4. In če želite, da vas obveščamo, kdaj objavimo kak novi test, vas seveda vabimo, da se naročite na naš kanal.